A se spomnite občutka sreče, ko ste na nekaj zelo ponosni? Gotovo je tako tudi pri avtomobilskih proizvajalcih, sploh če jim v 20 letih uspe narediti veliko korakov v pravo smer. In Južnokorejci se kar lahko potrpljajo po rami, ker pri Sorrentu jim je z vsako generacijo uspelo narediti kar nekaj korakov v pravo smer. Prvi je na cestah pristal že leta 2002, takrat še kot čistokrvni terenec. Tale pa je že četrti, ki ne navduši samo z zanimivo agresivno zunanjostjo, ampak tudi s prostornostjo in praktičnostjo. Dobro, saj glede na to, kak je velik avto, to tudi pričakujemo, ne? 4,81 m je dolg. Oblika je sodobna, tudi simpatična, če cenim na podlagi obračanj glav, tigrova maska pa je zelo široka in se na vsaki strani zajeda v led luči. Na drzne linije opozarja že tale plavut morskega psa, na zadku pa boste poleg dokaj enostavnih luči opazili še velik napis Kia, K-I-A, to ni K-N, kot mislite nekateri, in pa odsotnost zadnjega brisalca. Se ne, tule spodaj je skrit. Že za tretji Sorrento so pravili, da je premium, ampak ta beseda bolj pristoji notranjosti tega, četrtega. Materiali so kakovostni, niso sicer še na nivoju tistih ultra prestižnih znamk, ampak je pa vse na svojem mestu in veliko je tudi mehkih površin. Najprej vam bosta v oči padla ta dva velika zaslona. Ta za digitalne merilnike v diagonalo meri 12,3, ta pa 10,25 palcev. Ni pa tu nobene revolucije, pač točno takšna smo videli že v drugih Kiah in Hyundaiih, kar pa pomeni, da vse deluje tako kot mora in čisto nič se ne zatika. Super! Tudi pri teh na dotik občutljivih površinah upravljanja s prezračevanjem ne. Pač tole deluje boljš kot kak zaslon na dotik. Odlagalnih mest je dovolj, tule je še lepo postavljena podlaga za brezžično polnjenje pametnih telefonov, mi pa gre na živca, da v vrata ne morem normalno stlačiti niti litrske plastenke za vodo. Deno. Novi Sorrento je od starega daljši samo za 1 cm, ampak je bolj pomembno dejstvo, da so medosje podaljšali za 3,5 cm, kar pomeni, da je za noge potnikov zadaj več prostora in jaz se tule prav nič ne pritožujem, pa še telefon si lahko tule kar v sedežu polnim. Mislim, krasno. Sorrento ima v osnovi 5 sedežev. Za dodatna 2, kot jo ima tale, je potrebno doplačati 800 €, ampak v tem primeru dobite zraven še prezračevanje v tretji vrsti. In 616 litrov velik prtljažnik bi bil 910 litrski, če bi imel 2 sedeža manj. In kako se pelje? Takšen Sorrento tehta že skoraj 2 toni, kljub temu, da je novi 2,2 litrski turbodizelski štirivaljnik skoraj 40 kg lažji od prejšnjega, ker je blok v celoti izdelan iz aluminija. Ponudi 148 kW moči, torej 202 konja in 440 Nm navora in je povsem soliden partner robotiziranega menjalnika z 8 stopnjami. Če ga ne boste priganjali, bo vožnja udobna, prijetna in tiha, najbolje pa se itak počuti na avtocesti, kjer se z udobjem izkažejo tudi sedeži. Krmilni mehanizem je še vedno odtujen, ampak kljub temu bolj natančen kot v prejšnji generaciji, nagibanje karoserije pa tudi ni veliko, če ne boste pretiravali. Mogoče bi morali samo še malo bolj zvočno zatesniti dno vozila, ker se pnevmatike na avtocesti kar slišijo, ni pa moteče. Poraba. Ob umirjeni vožnji dobrih 7 litrov na 100 prevoženih kilometrov, ob dinamični pa hitro krepko preko 8. Četrti Sorrento je dobro izdelan, zelo praktičen in logičen, tako da bo življenje z njim enostavno, če ste veliko na avtocesti, pa bo tudi turbodizel zadovoljil vaše potrebe. Mal manj enostavno bo skupaj spraviti toliko denarja, kot zanj zahtevajo Južnokorejci. Vstopni model namreč brez popusta stane 58.799 €, tale pa že preko 68 jurjev. Ampak kot smo vajeni pri Kii, dajo kar 8.400 € popusta, tako da v bistvu tale bogato opremljen s popustom stane toliko kot vstopni model brez popusta. Ok, jaz kompliciram, Sorrento pa ne.